In torej se ti kdaj zgodi, da knjigo začneš brati in v sredini nehaš in rečeš dovolj, zapreš? Absolutno, ker je preveč dobrih knjig, da bi se matrala. Okej. Dorothy Parker, ki je tudi ena mojih ljubih pisateljic, ki je pisala za New Yorker, ona pa tudi pesmi je zelo dobre pisala. Ona je pisala kritike za New Yorker takrat, to je bilo v 20 letih prejšnjega stoletja. Ona je kar napisala, ta knjiga je tako zanič, da sem jo zabrisala čez celo sobo in se je v steno. In to se mi zdi kako dobro, kakšna dobra kritičarka, ki je še fizično obračunala s knjigo. Ampak tako kot sem prej rekla, neki kriteriji morajo biti in moramo pač strmeti po dobrih stvareh, po dobrih ljudeh, po dobrih knjigah, dobrih umetnosti. Ne more vse iti čez, no. Ko se pogovarjamo o kriterijih, jaz sem več ni tako zelo pred kratkim, tudi mislim, da prav v Delovih edicijah brala en prispevek Mance Garenko, ki je obračunala z slovenskimi bestsellerji, knjigami, ki so bile pač prodane v največjem številu izvodov, in je pač povedala, kaj si misli o tem z vidika kvalitete te knjige, kako teče. Nič kaj lepega na koncu ni prišlo ven iz tega. Jaz sem tisti članek, res sem bila navdušena nad njim, zato ker je pokazala na to, da pravzaprav med bestsellerstvom neke knjige in med kvaliteto knjige ali pa med kvalitetno literaturo lahko ni povezave. Ampak zakaj prihaja do tega, ali pa zakaj se tebi zdi, da prihaja do tega, da so določene knjige bestsellerji, čeprav jo vzameš v roko pa rečeš, nič mi ne da ta knjiga? Zato, ker so v nekem trendu, ker so povsod, ker so to v bistvu zdaj že Instagram influencerji, s kritikov pač plesirajo neke take knjige. In tudi jaz sem brala ta članek od Mance in se mi zdi super, je res super. Ne samo, da je zadev, ampak je tudi zelo dobro napisan, to tako, kakor ona zna. Ampak se mi zdi, da tudi z bestsellerji je tako, da ljudje vseeno niso toliko neumni. Mogoče res kupujejo v nekem trendu neke knjige, ampak pol, če opaziš, te knjige včasih kar izginejo pol iz lestvic najbolj branih. Se mi zdi, da je trend mogoče imeti kakšno tako knjigo. Jaz mislim, da ni s tem v bistvu včasih nič narobe, če tega ni preveč, no. Da povsod obstajajo pač bestsellerji, od nekdaj so bile te knjige za samopomoč. Ampak dokler se pač ti kriteriji pač ne podrejo in dokler na neki način, takrat se spomnim tudi tega članka od Mance, ki je govorila tudi o tem, da so v bistvu tule plasirani predvsem moški avtorji, ki pišejo te knjige, ne. Tako da tudi to je včasih problem, da je v bistvu ta družba ali pa tudi, mislim, pač ta svet tudi tako kritičen. Če bi neka ženska napisala tovrstne knjige, bi doživela sigurno večjo kritiko kot pa moški, no, tako bom rekla, se mi zdi. Okej, a greva s to temo naprej. Toliko veliko izhodišč si mi dala, ampak okej. Dejansko se nam dogaja vsem, ali pa se zdi, da je ženske hitro preveč. Preveč divja, preveč direktna, preveč strastna, preveč pametna, preveč ne vem, kaj še vse, a ne. Zakaj se ti zdi, da je to pri ženskah toliko hitreje se zgodi, da jo je preveč kot na primer nekega moškega? Zakaj toliko manj toleriramo to? Zato, ker še zmeraj živimo v zelo patriarhalni družbi, zato, ker so ženske tudi, ne vem, v nekem mikrookolju, v katerem živijo, še vedno slabše plačane kot moški, zato, ker v bistvu obstajajo politiki, predvsem iz neke politične sfere desne, recimo, ki zelo grdo govorijo o ženskih političarkah, ki se bodo prej spravili na ženske političarke kot na moške kolege, čeprav so v istih strankah, recimo, oziroma njihovi nasprotniki. Zato, ker se ta svet vedno bolj spreminja kot se zdi, da se bomo ženske mogle za vse pravice, za katere so se naše sestre že v prejšnjem stoletju zborile, zboriti na novo. Zato, ker pač se nismo na neki način premaknili. V enem trenutku se je mogoče zdelo, da smo se premaknili, da imamo ženske več pravic, da se je nekje v daljavi se je svetlikalo nekaj, ampak kot kaže, gre zdaj vse zelo nazaj. Tako da se mi zdi, da se bomo mogle boriti spet za naše osnovne pravice. Jaz zdaj, ko gledam recimo Ameriko, se prav spomnim na Deklino zgodbo, kako so čez noč zaprli ženskam račune, kako so jih odpustili služb. Mislim, te antiutopije v vseh smislih žal vedno bolj postajajo resnica oziroma se približujejo pač tem antiutopijam.
Tako da se mi zdi, da je treba biti zato še bolj glasen, še bolj artikuliran, še bolj povezan. Tako ja, to bi rekla na to temo. No. In kako lahko, ali pa kaj lahko zdaj vsaka od nas posameznic v zvezi s tem naredi? Jaz ne vem, jaz mislim, da je ena od bistvenih stvari je to, da se ženske podpiramo med sabo. Mislim, da to ne znamo, da se moški znajo zelo veliko. Tudi jaz sem imela zelo slabe izkušnje recimo v nekih kolektivih z ženskami, ki so bile na položajih. Včasih, če zdaj pogledam nazaj, več slabih izkušenj kot z moškimi. Tako da to, da se povezujemo med sabo, to, da se tudi generacijsko povezujemo med sabo, ne samo ena generacija, ampak več generacij. To, da jasno in glasno pač poveš, kaj te moti in pač v bistvu neke ideje svoje javno povedati ali pa jih probati uresničiti. Na vsak način ne utihniti. No. In ko rečeš povezovanje, sodelovanje, podpiranje, kaj recimo to zate pomeni? Kako lahko denimo ena ženska podpre drugo žensko? Na kakšne vse načine? Mislim, na različne načine. Jaz imam mogoče to možnost, mogoče bolj razvito, ker sem pač novinarka, ne, in me zanimajo ženske, ki so zanimive, ki so zaljubljene v svoj poklic. Jaz imam mogoče lažjo nalogo glede tega, ampak se mi zdi, da se v vsakem kolektivu se ve, ali pa v službi, ali pa v nekem ustvarjalnem procesu, se mi zdi, da je pač treba delati na tem in treba biti bolj pozoren na te stvari. Ok. Prej si sama načela vprašanje, zakaj v knjigi Kaj hoče ženska ni vpletenih Slovenk. Jaz sem našla eno tvojo izjavo, rekla si, zato, ker so se nate spravili zgodovinarji in ljudje z mentaliteto, da je treba naše Slovenke ohraniti neomadeževane. Ne? In zdaj bi jaz vprašala, ker sem jaz to knjigo brala, meni se ne zdi nič noter zapisano, kar bi kakorkoli omadeževalo katerokoli od žensk, ki so v knjigi. Kaj je tisto, kar bi lahko zapisala, pa bi se štelo kot omadeževanje nekih Slovenk? To, kar sem omenila prej, ne? To, da je Silvana Kobilca ljubezensko življenje, recimo, se mi zdi neka pač umetnostna zgodovinarca, ki sem izdala članek takrat, ko sem pisala o tem, pa tudi knjiga obstaja o tem, pač o tem odlomku, bom rekla, iz življenja Ivane Kobilce, in je rekel, da je to pač nekaj, kar je popolnoma nepomembnega in da ne razume, zakaj sem to pač tlačila v članek. In takrat sem videla, okej, to, da bi jaz pisala na ta način, bo tle zbudilo velike težave in se mi zdelo, se s tem pač ne bom ukvarjala. Saj tudi drugače, saj tudi z moškimi umetniki je podobno. Mi pač čisto večkrat trdim, ne znamo narediti nobene zgodbe iz naših velikih mož. Tudi Ivan Cankar, poznamo samo skodelico kave, Ivan Cankar je bil, to zmeraj rada rečem, on je bil zelo, zelo velik frajer. Ne samo, da je bil izjemen pisatelj, ne samo, da je vsem povedal vse v obraz, preveč, ne samo, da je, ne vem, v Trstu imel genialen govor, ki je še danes aktualen, ampak je bil totalno zaljubljen v neverjetno lepe ženske. Če bi mi samo, ne vem, v tem goru je ta spominska soba na Rožniku od Ivana Cankarja, če bi mi samo te ženske, portrete teh žensk objavili, ena je lepša kot druga, bil je zelo fatalen moški, zelo poseben. Živel je na Rožniku, kamor so vsak dan študentje in študentke romali, da bi videli velikega slovenskega pisatelja, ki je tam crkal rum in pisal svoje zgodbe. In dokler se je celo ustrelilo, ker jo je grdo pogledal. Delala samomor zaradi našega Ivana Cankarja. Hočem reči, ne znamo narediti, ne vem, jaz sem se recimo v gledališče zaljubila prav zato, ker sem kot otrok gledala nadaljevanko o Shakespeareu in je me tako dobro narejena ta nadaljevanka, ampak tudi Angleži nič ne vejo veliko o Shakespeareu, dvakrat se je podpisal, vsakič drugače. To so zgodbe, ki so jih oni naredili zato, zaradi svoje kulture, zato, da niso to samo papirnati junaki. Pri nas, če ne vem, je bil film o Trubarju, Trubar je skozi deklamiral. Trubar ni deklamiral, Trubar je bil tudi glih tako noro zanimiv človek, ki se je boril, ki je bil poročen, ki tudi ni šparal jezika, Se mi zdi, da bi to tudi neko samozavest narodu dalo, če bi
v bistvu se soočili s tem, da so bili to umetniki, ki bi jih danes vsi sovražili in bi jim šli vsem na živce, ker Cankar je skozi težil in govoril, ne vem, kakšni smo Slovenci, da norčeval se je iz ljudi, kako jih kultura zanima, sem takrat, kadar je kaj za popiti in za pojesti. Napisal je en genialen članek za stonkarje, v kateri jim je govoril, da ne smejo pisati ali pa kdorkoli drug za ston delati nekje, da je treba biti za ustvarjalnost plačan in tako naprej. Tako da ne gre samo za ženske, ampak tudi umetnike nasploh. Mi zmeraj govorimo, kako smo narod kulture in to se spomnimo samo na 8. februarja, drugače pa to nobenega resnici ne zanima, ne. Mislim, jaz stavim, da bi bil Cankar bolj zanimiv, če bi vedeli še kaj drugega od njegove mame pa kave, pa teka za vozom, pa vse te bede. Prešeren isto, a ne. Prešeren je, mi vsi tako, Prešeren je bil pijanec. On je bil genialec, on je bil romantični pesnik. Zdaj sem glih pisala, oziroma sem imela intervju z Andrejo Vos, ki je napisala res pač angleško-nemška avtorica, ki je napisala super knjigo o nemških romantikih, mislim. Prešeren je bil glih tak frajer kot iz Jene, v katerih je ona pisala, brata Schlegel, Goethe in tako naprej. On se je družil s Smoletom, ki je govoril ne vem koliko jezikov, 12 jezikov, Čopom, oni so bili res frajerji, so ga popivali po gradovih slovenskih in tako naprej. Ja, se mi zdi, da bi se mogli tega bolj zavedati, no. Kaj jaz zase tudi, prej smo omenili Almo Karlin, v bistvu je ena otroška pravljica, ki jo berem hčerkama, ki je bila izdana v Celju. Jaz sem se ves čas spraševala, a so bile pisma, ki jih je ona pošiljala svoji prijateljici, a so bile to še kakršnekoli globlji odnosi, a je imela ona kakšne partnerje na teh svojih poteh, a je ona v bistvu menjala ljubimce. Tako veliko enih stvari ti gre po glavi in je praktično nemogoče zvedeti karkoli in na koncu pride ven samo bila je velika popotnica. Ampak mora biti toliko več ozadje od samo od tega. Ja, se mi zdi škoda, ne, škoda teh žensk. Zdaj te ženske, ki jih jaz opisujem v svojih knjigah, one so same na nek način pisale, Colette, Doris Lessing, so same pisale o vseh teh zgodbah ljubezenskih, vse te njihove knjige so na nek način avtobiografske. Ampak ja, pač vsaka ženska ima neko svoje intimno življenje, tako, mislim, ko ima vsak človek in ki je absolutno povezan z nekim ustvarjanjem, če gre za umetnico.